Danes boste spoznali slogovno zaznamovane in slogovno nezaznamovane besede. Besedilo, ki je z njimi povezano, ste v delovnem zvezku že brali in reševali naloge povezane z njim. Sedaj pa boste tisto, kar ste reševali, še slišali v strnjeni obliki. Vaša naloga je, da poslušate razlago in da si vse, kar boste videli pred sabo, prepišete v zvezek. Začeli bomo s slogovno nezaznamovanimi besedami. To so tiste besede, ki jih lahko uporabimo kadarkoli in kjerkoli. Torej, ne glede na to, kje in s kom se pogovarjate in pa kakšno besedilo pišete, so te besede primerne. Z njimi ne boste nikogar užalili, z njimi se ne boste opredeljevali o svojem mnenju, ne boste povedali ne starosti, ne našega odnosa do nečesa, o čemer govorimo. Slogovno nezaznamovane besede boste najlažje razumeli tako, da boste prebrali primer. Poglejmo si kar prvega. Mojca je kupila avto. V tej povedi izvemo dvoje. Izvemo, da je oseba, ki je kupila avto, Mojca, in pa, da je kupila avto. Oba podatka sta popolnoma nezaznamovana, kar pomeni, da z njima ne izvemo ničesar o Mojci, ne vemo, koliko je stara, kaj je po poklicu, kakšen odnos imamo do nje. Prav tako pa ne vemo, kakšen avto je kupila. Vemo le, da je avto. Torej, predstavljamo si lahko, da ima 4 kolesa, da se vozi po cesti, to pa je vse. France Prešeren je napisal pesem. Tukaj izvemo, da je avtor pesmi France Prešeren. A ne izvemo ničesar o tem, ali je on pesnik, ali je pesem napisal kar tako, kaj je po poklicu, koliko je star. O pesmi prav tako ne izvemo ničesar. Ne vemo, ali je tistemu, ki je poved zapisal, všeč, ali mu ni všeč, ali je dolga, kratka, zanimiva, nič. Torej, obe povedi lahko uporabimo takrat, ko o nečem govorimo na splošno in sta primerni za uporabo kjerkoli in kadarkoli. Sedaj že veste, da lahko slogovno nezaznamovane besede uporabimo kadarkoli in njihova uporaba ni sporna. Popolno nasprotje pa so slogovno zaznamovane besede. Na podlagi primerov vam bom razložila njihovo uporabo. Prva poved pravi takole. Moja teta pravi, da je njen najljubši pesnik France Prešeren napisal čudovite pesmi. Stric pa zanje pravi, da so dolgočasne in nerazumljive. V tej povedi oziroma v teh dveh povedih smo izrazili kup naklonjenosti in pa nenaklonjenosti do tistega, o čemer sta povedi govorili. Izvedeli smo, da je tetin najljubši pesnik France Prešeren, s čimer smo povedali, da je bila teta Francetu Prešernu naklonjena. V isti povedi smo izvedeli tudi, da je po mnenju tete France Prešeren napisal čudovite pesmi. Ko smo uporabili besedo čudovite, smo z njimi ponovno izrazili naklonjenost do nečesa, v tem primeru do pesmi Franceta Prešerna. Druga poved pa pravi, da je stričevo mnenje
to, da so Prešernove pesmi dolgočasne in nerazumljive. Z uporabo besed dolgočasne in nerazumljive pa je bila izražena nenaklonjenost do Prešernovih pesmi. Takšni povedi bi bili v domači rabi, ko se pogovarjamo z bližnjimi, popolnoma v redu. Če pa bi jih zapisali v časopis ali če bi jih nekdo prebral v oddaji, temu ne bi bilo tako. V tistem primeru ti dve povedi ne bi bili primerni. Včeraj se je sprehodil po urbanem delu mesta, ruralnega dela pa si ni ogledal. Predvidevam, da sta v tej povedi dve besedi, ki ju vi v svojih pogovorih ne uporabljate. Večina od vas bi za razlago teh dveh besed verjetno potrebovala slovar. Kateri dve besedi sta to? Urbano in ruralno. Urbano pomeni mestno, ruralno pa podeželsko. Ti dve besedi sta strokovna izraza, ki jih v vsakdanjem pogovoru ne uporabljamo. Uporabljajo pa jih tiste osebe, ki se s tem ukvarjajo v svojem službenem času. Na primer arhitekti. Druga poved. Moja best friendica Mojca je kupila ful cool avto. Kaj pa ta poved? To pa uporabljate, a ne? Tukaj so besede best friendica in pa ful cool, ki jih ne bi zapisali v časopis. Tudi poročevalka v oddaji jih ne bi brala. Zato so slogovno zaznamovane besede. To so narečne, pogovorne besede, ki jih vi, mi uporabljamo v vsakdanjem pogovoru. Upam, da sedaj razliko med slogovno zaznamovanimi in nezaznamovanimi besedami razumete. Za zaključek pa samo še tole. Slogovno zaznamovane besede, kot veste, so torej tiste, ki jih ne moremo uporabiti v čisto vsaki situaciji. Med sopomenkami, sopomenke veste, da so besede z istim ali sorodnim pomenom, moramo poiskati tiste, ki so za določeno situacijo primerne. V nasprotju z njimi pa lahko slogovno nezaznamovane besede uporabimo kadarkoli in kjerkoli. Z njimi se ne bomo nikoli usmešili, nikoli nam nihče ne bo rekel, da so neprimerne ali neustrezne za uporabo.